In kot obljubljeno v totem studiu danes gostimo trenerja in kapetana naših rokometašev Maribora Branika, državnih prvakov v drugi ligi. Tako da Pubeca, dobro jutro. Dobro jutro, bravo. Dobro jutro. Mi smo sicer šparlirja delali, ker imamo druge stvari, ampak ja, čestitke. Hvala. Ni bilo tako lahko, kot je na koncu izgledalo. Koliko je bilo zmag? 18 je danes. Danes bo 19. No ja. Zgledajo dosti bolj napeto, ker vi ste igrali celo sezono super, ne? 18 zmag od 22, to je dober rezultat, ampak tudi ostale ekipe so vam sledile, tako da je bilo do predzadnjega kroga, je bilo še vse v luftu, ne? Ja, mislim, da je letos ta naša liga bila zelo izenačena, oziroma že dolgo ni bila tako izenačena, da so v prejšnjih letih bili tako izraziti favoriti, ki so dosti prej rešili stvari, tudi mi smo želeli, ampak se drugi niso pustili, ne? Smo te mogli do predzadnjega kola, bomo rekli, biti strajni pa oddelati. Nam bo mogoče še v tej sezoni na najslajšem terenu v Novi Gorici potrditi. Ja, karkoli da bo. Ja. Ampak zdaj, ko ste že prvaki, je vse skupaj vseeno malo bolj sproščeno. Jure, kak je bilo to sezono, ko si celi čas pri vrhu, ampak drugi ne popuščajo? Je to bil poseben pritisk, verjetno? Ja, glih to je najtežje, bom rekel, ko si prvi imaš tarčo na hrbtu, vsi te lovijo, v bistvu nima kaj izgubiti, ti pa lahko marsikaj izgubiš. Tako da je definitivno to za športnika najtežje, ampak mi smo se spopadli s tem pritiskom pa uspeli zadržati prvo mesto od prvega kroga do zadnjega. Absolutno, in zanimivo je bilo tudi opazovati, v bistvu, kak je sama ekipa rasla in kako vseeno je potem tu en taki miks nekaterih malo bolj izkušenih, recimo tu predvsem ti Jure, pa potem Pugartnik, oba, v bistvu pa toliko enih mladih, ko vidva to skupaj držita, verjetno, ne? Ja, vidi se, da so se vseh 3 letih, kaj sem jaz bil sam, v bistvu, dokler Gašper ni prišel, že marsikaj naučili. Tako da bom rekel, tudi v težjih trenutkih tekme, kot sem že povedal, so znali prevzeti odgovornost pa presenetiti, ko se mogoče nasprotnik pripravil na mene pa Gašpera, pa smo z drugega položaja zadeli in je bilo dosti lažje v bistvu tudi potem za naj dva. No, odlično. No, pa tudi pred sezono ste ukrepili določene položaje, ne? Tako da... Se nismo dosti spremenili, nekaj čisto malega, ampak bolj je pomembna ta mogoče nadgradnja tega, reči, kaj je Jure rekel, širino, ki smo letos imeli, smo gradili 2 leti, ne? Ja. Iz lastnih kadrov, ne? In zdaj ta širina, ki je mogoče bila pomanjkljivost lanskega leta, pa bi mogoče bili še više vrhu že lani, se je letos izkazala kot naša največja prednost, da lahko zarotiramo tudi druge, ki so na klopi in tudi ti drugi dajo dovolj doprinosa, da smo bili pač celo leto prvi. Ampak to je tudi en dokaz tega, da se da, ne? Da ni zdaj ono, ja, ok, seveda, finance treba zagotoviti, pogoje in jasno, ampak zdaj, ko govorimo čisto športno, da se, imamo dovolj talenta in če se z mlajšimi dovolj dobro dela, je potem to lahko tudi, ne? Ja, se to hočemo dokazati, to smo v bistvu napovedovali več čas, da želimo z lastnim kadrom tudi to doseči, pa je tudi tako dalje. Dokazali smo, da pač je potrebno čas, da ne moreš iti enega leta, drugi let, pa rezam pa že v prvi ligi, da tudi taki igralci, ki so bili še 2 leti nazaj, 3 leta nazaj kadeti, nekateri mladinci lahko pridejo do tega nivoja, da so zdaj bili pomemben člen tudi pri tej, bomo rekli, stopnički do prve lige. Je bila tudi težava, da ste se, oziroma je bil kakšen problem se aklimatizirati, namreč vemo, ste svoj čas igrali tekme tudi v dvorani Tabor, zdaj je vaš domicil Lukna. Pa malo bom rekel, je razlika, ko je za golom v Lukni več prostora, da če greš žoga slučajno mimo, moraš kar nekaj časa hoditi po njo. Ampak dobro, na tekmi je to poskrbljeno z mrežo, tako da bližje, ampak bom rekel, kot športnik tudi greš v gostujoče dvorane, se moraš hitro navaditi, tako da ampak vseeno domačega terena še pa še to. Ta vizualizacija od zadaj, ne, je to problem, ker vemo, zdaj pač ti kot srednji zunani, zdaj sem rekel prav, da ne nekaj narobe. Ja, prav. Ok, hvala lepa. Metice prav? Ja, absolutno. Se njega sem pričakoval, da me bo popravil. Če je rekel, dokler ni narobe, sem tiho. Ko so to te šutke, te granate iz 9, 10, 11 metrov, je to težava? Če nimaš potem... Je drugače, definitivno. Je, ne? Smo pa v ta namen pripeljali gole iz dvorane Tabor. Še vse nekaj domačega, oziroma tistega. Da je barva vratnic ista. Ok, danes zjutraj torej govorimo o našem rokometu
nogometu in o naših pubecih, ki so prvaki v drugi ligi in se selijo v prvo B. Nadaljujemo takoj potem. V tem studiu gostimo državne prvake in sicer rokometaše Maribora Branika, torej trener Kristjan Ladič, kapetan Jure Hedl. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Še enkrat čestitke. Dobro jutro. Kaj se je že kaj slavilo, mimo grede, ker zdaj vemo, ste že zdaj od prejšnjega se je moglo, ne? Malo, po pravici. Ja, no, v Novi Gorici, ko smo potrdili to, mislim, da je tudi evidentno bilo na socialnih omrežjih, pa še kje druge, da smo bili veseli te potrditve in tudi seveda se v garderobi pa izven dvorane pol dalo malo. In zdaj, zdaj še zadnja tekma danes. No, ampak danes se ne popušča proti Kočevju, ne? Ja, ne, mislim, na polno, prve minute. Dobro, Okay. v redu. Ampak dosti bolj sproščeno, kot recimo dva kroga nazaj. Ne, to je definitivno. Z lahkoto jih bomo pojedli. No, niti hojite. Če slučajno poslušajo, ne? Da priješ tako, da veš, da priješ po batine. Ne? Ja, ok, moram trener. Ja, moraš, ok, ker drugače kazni. Da bo uradno. Mimo tega, prva B liga, to bo tudi izziv, ne? Definitivno. Bom rekel, kombinacija prve pa tretje lige, zdajšnje, taktično dosti bolj zahtevno verjetno, fizično pa tudi. Tako da bom rekel, vsaka tekma bo verjetno na nož od prve do zadnje minute in dvomim, da se bojo tekme reševale po prvem polčasu, kot se mogoče to lahko zgodilo in bo v bistvu vse do zadnje minute. Ja, ker jaz, ko sem bil kar na nekaj tekmah tudi v tej sezoni, moram reči, in tako sem gledal, zdaj tudi so bili, da je tu pa tam se vijo kakšne drobižeke na igrišču, ne? Tega verjetno v prvi B ligi več ni v taki meri, ali? Bomo rekli si kombinacija nečesa, ne? Glede na neke pozicije, ki jih imajo ekipe, ali tudi kaj bomo mi imeli, ali pa glede na neke taktične stvari, tudi to obstaja, normalno. Je pa tako Jure rekel, da pač je sigurno nekaj stopničk više, malo fizičnosti, taktično pripravljenih tekem, pa sigurno bo manj, bomo rekli, razlik med ekipami. Ampak gled, če smo zdaj bili neki v tej drugi ligi 4-5 ekip, ki smo se borili za vrh, je to neka dobra, mogoče bomo rekli, bo dobri temelji za naslednjo sezono. Bomo pa videli, kdo bo tam izpadel, kdo bo z prve lige izpadel, kdo bo ostal v tej ligi, kakšne ambicije bo katera ekipa imela tudi v prvi B ligi, zakaj pa ne bi mi, zakaj ne bi mi bomo, sledili k cilju, ki smo si ga zadali že v tej ligi, bomo pa dovolj skromni, ne, da smo prvo leto tam, ampak imamo svoje načrte. No, ker vemo, da Maribor ima izjemno bogato tradicijo rokometa, da smo si na jasnem, ne od nekdaj že, ampak zdaj se pač piše nova zgodba, tak pač je to ciklično, ne, in veseli smo, da smo tudi mi iz tega radia lahko del te zgodbe in smo seveda ponosni na vse vaše rezultate. Prva B liga je, če bi jo primerjali zdaj recimo s kakimi drugimi ligami, recimo v sosednjih državah ali pa kakorkoli, ker si morda kdo ne zna predstavljati moči te lige, ne, oziroma na kak način. Ja, to je tisto, kar je pač eno pod najboljšim, bomo rekli, ne, ampak zdaj tudi, če primerjamo v Sloveniji ali pa rečemo zdaj tudi malo, bomo rekli, bomo šli na našo zdajšnjo ekipo, smo tudi z te lige že na pripravljenih tekmah odigrali kar nekaj tekm, pa niso prvo bili gaši nas premagali, ampak smo mi njih, ne. Dajmo mi reči, da bomo to ekipo tudi z stvarmi, ki bomo še nadgradili, sigurno pripeljali do te mere, da se mi nekako nobenega ne bomo bali, ne. Mislim, da bomo kako presenečeni komu drugemu postali term peti. Seveda bomo. Samo zavest. Seveda bomo. Kaj bi ti recimo v tej šampionski sezoni res izpostavil kot kapetan, Jure? Eno stvar, ki ti je, ok, potem si bom pa to zapomnil, ali pa na to pa si najbolj ponosen. Pa bom rekel, vzdušje v domači dvorane. Bom rekel, navijači letos že dolgo ni bilo takšnega navijanja, sploh odkar smo izpadli, bom rekel, se letos to poznalo, pa bi definitivno ta borba domače dvorane, kjer smo v bistvu naredili samo en kiks, drugače pa vse zmagali, kar po moje tudi bilo ključno
da smo osvojili prvenstvo, kajti tekme doma so najbolj pomembne, tekme v gosteh pa v bistvu vsaka bonus. Ja, tako da je bilo vedno, ko ste v bistvu dosegli, da kot da bi dali 3 faze v parketno, ko so prišli, so se malo pajtali. Vse prav tako. Je pa to seveda absolutno ena velika naloga tudi za vse, ki vodite naš mariborski rokomet, seveda ena vzpodbuda, ampak tudi ena obveza in verjetno zahtevna naloga. Ne? Kje se vidimo čez sezono ali 2? Dajmo prvo to stopničko, tako sem že rekel, narediti, da pridemo v prvo B-ligo. Se pa ste že. Ja, da zdaj naredimo ta korak organizacijski tudi naprej v tem smislu za prvo B-ligo, ampak tako smo se lani pa predlani že pripravili na prvo B, se bomo tako zdaj prvi B pripravili na prvo. Pa tak je treba. Ko pride do trenutka, ki bo pravi, bomo Jegra vzeli v ekipo, ne? Ne, prosim, ne. Naj spomnim samo od kakih videov, tukaj tudi Dejan tebe, ki sta bila na igrišču še v Lukni, v Dvorani Tabor, da je Jeger rekel, da bo prišel na kakšen trening več, pa da bo pivo igral, ne? Pa ga ni bilo, ne? Jaz niti nisem trofo praznega gola na drugi strani. Jaz sem tudi takrat ugotovil, da je za vas boljše, če jaz ne hodim na treninge. Vsakemu svoje, vi ste izvrstni rokometaši, Jegra pa pač šolamo tudi če na radio vse bo. Lahko bi pa nadgradili to, tako smo nagrajevali v drugi ligi, pa tudi spet posnamemo nek trening, prvi B, pa naj bo to popotnica za naprej. Ja, okej. To bi skoraj morali. To bi skoraj morali. To je Jeger zavaš na nivoju prve B lige igrati. Ja, se ne bom, ni strah, ker ne bom. Ampak dajmo spomniti zdaj, ker še nismo povedali, danes v Lukni ob 19. je zadnja tekma, tako da poziv vsem, pridite, vstop je prost, pa dajmo podpreti oziroma skupaj z našimi rokometaši proslaviti titulo, se pravi državnega prvaka v drugi rokometni ligi. Tako, in po tekmi, ker ima jutri rojstni dan, trener časti. Ja, pa to Ni problema. Ja, res bi povabili vse poslušalce, da pridejo z nami proslaviti, oziroma tudi, bomo rekli po domače, dvigniti to kanto, dvigniti pokal, ki smo ga si zaslužili, garali celo leto, dokazovali s tem, kar smo napovedovali, da bomo to naredili. Veselili se bomo vsakega navijača, vsakega podpornika in želeli bi, da bi danes Lukna bila polno vijolična. Ja, absolutno, tako treba. Zdaj, seveda, ni zdaj to nadaljevanje zgodbe vsi razen fuzbal, ne, ampak to je svoja zgodba, govorimo o prvakih v našem mestu. Ne, res, hvala vam, prenesite res vse čestitke vsem v klubu, čisto vsem, ne samo igralcem. Izjemna sezona je za vami, zasluženo ste prvaki in hvala lepa, da ste nas še enkrat več naredili ponosne, da smo iz tega našega mesta. Hvala.